Dobrodošli na letališču letalca Edvarda Rusjana, kjer boste lahko spremljali drugo predvolilno soočenje naše televizije pred volitvami poslancev v državni zbor. Dva etablirana politika in tri, ki bi to radi postali, soočamo na temo javnega, upamo, javnega zdravstva, gospodarstva in tudi javnih izdatkov. Pa poglejmo, kdo so nocojšnji gosti v drugi predvolilni oddaji. Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci. Smo v drugem predvolilnem soočenju na letališču Edvarda Rusjana. Letališču, za katerega nekateri pravijo, da je nebrušen diamant. Verjamemo, da bodo investitorji to izkoristili in, tako kot naši politiki, izkoristili priložnost, ki jo imajo. Slovenija ima priložnost, morda že 3. junija, ko bomo odločali o tem posredno, kdo bo v prihodnjih 4 letih vodil to našo državo. Na izzive, vezane na javno zdravstvo, izdatke, gospodarstvo, bodo odgovarjali naslednji sogovorniki. V studiu prav lepo pozdravljam predstavnika Nove Slovenije, Jožeta Horvata. Dober večer. Dober večer vam, gospa Bojana Muršič, predstavnica Socialnih demokratov. Lep pozdrav. Dober večer tudi vam, gospod Primož Jelševar, predstavnik Slovenske ljudske stranke. Dober večer, Štajerska. Dober večer, gospa Nataša Trček, predstavnica Liste Marjana Šarca. Dober večer. In dober večer tudi vam, predstavnik Združene levice in Sloge, gospod Aleksander Županek. Dober večer. Najprej pa se bomo posvetili temu, zakaj sploh, prej kot je bilo načrtovano, ponovno odhajamo na volišča in odločamo o tem, kdo bo vodil našo državo, kdo bo zakonodajalec in posredno, kdo bo izvršna oblast. Vsi se gotovo spomnite teh trenutkov. Oblast vračam v vaše roke. Odločil sem se, da podam Državnemu zboru Republike Slovenije svojo odstopno izjavo. Gospod Županek, je gospod Cerar po vaše prevzel odgovornost ali jo prevalil na nekoga drugega? Kako ste razumeli njegov odstop? Ja, predvsem kot dobro politično potezo, ker vemo, da se mu je po tem odstopu tudi rejting dvignil njemu in njegovi stranki in iz tega vidika, kako je koalicija začela delovati in razpadati, je bilo to pričakovana poteza gospoda Cerarja in v svoje dobro se je v pravem času odločil, seveda pa je naredil kar nekaj škode za našo državo, z tem, da vlada deluje samo z tekočimi posli in marsikatere zadeve so zastale kot pogajanje z vsemi ostalimi asociacijami, ki čakajo na to, da se uredijo zadeve v Sloveniji. In moje osebne mnenje je, da je pač bilo to neodgovorno, da je v tako kratkem času pred iztekom rednega mandata naredil tako potezo. Gospod Trček, kaj položajnega uradnika, kar vi ste, to moramo povedati, vi ste glavna inšpektorica za delo v Republiki Sloveniji, kaj položajnega uradnika vodi v to, da želi postati javni funkcionar? Moram reči, da je po 7 letih, skoraj 7 letih, v bistvu upravljanja uradnika na položaju, verjetno tudi čas, da človek spremeni neko svojo, bomo rekli, odločitev o tem, kaj bo počel v bodoče. In to je bila moja odločitev in mislim, da sem za svojimi 25 leti dela v državni upravi kar nekaj, bom rekla, vsebinskega naredila in mislim, da je zdaj pravi čas, da se podam na to politično sceno. Gospa Muršič, vaša stranka je bila v tej vladi. Zdaj kapitan je stopil prej kot morda, ne vem, podpolkovnik Karel. Mi bi pričakovali, da bo šel podpolkovnik Karel, pa še v miru. Kako to? Kako dojemate Socialni demokrati to? Dejan ostaja trdno v sedlu. Parafraziram, malce šalim, ampak razumete, kaj sprašujem? Seveda razumem. V bistvu, jaz bom rekla, da čisto moje osebno mnenje je, da je dejansko do tega odstopa prišlo skoraj prepozno. Predsednik vlade je prevzel dejansko odgovornost za zdravstveno
reformo, ki je enostavno v tem mandatu ni bilo. Čakalne dobe so se podaljšale in enostavno ni bilo več drugega izhoda, kot da zaključimo ta mandat, se pogovorimo, kaj si želimo naprej in na kakšen način, tako da vsi skupaj komaj čakamo, da dejansko se sestavi nova vlada, da naredimo, zavihamo rokave, naredimo prave korake, kajti to, kar se je v zadnjem času dogajalo, analize, prigovarjanja, pogovarjanja, niso si slišali argumenti, to več ni vzdržalo. Prav tako smo imeli tukaj težave z sindikati in enostavno predsednik vlade več tega ni vzdržal, zato je tudi podal svoj odstop. Kako zanimiva je lahko politika, pa smo videli v preteklih tednih. Cela 4 leta se ni spremenilo nič. Država je, po besedah ministrice za delo Anje Kopač Mrak, storila napako, ker je upoštevala napačen izračun minimalnega dohodka. A glej ga zlomka. Politika, ne tako naključno, nekaj tednov pred volitvami sprejme odločitev. Minimalni dohodek od 1. junija znaša 385 evrov. In potem se človek čudi, ko prva in odgovorna za socialo v tej državi reče, da je to napaka in da rušimo razmerja. Populizem po slovensko? Bom čisto odkrita. Jaz bi si želela, da bi bila skrb za ljudi. Samo, če bi bila to res skrb za ljudi, bi bil pristop popolnoma drugačen. Če bi se mi na koaliciji lahko jaz dosegla višji dvig, bi seveda cel sistem prilagodili temu dvigu, ker je šlo pa najprej za napako, potem pa za odločitev stranke Modernega centra Mira Cerarja, da podpre to rešitev, pa danes pomeni, da imamo porušena številna žal razmerja v družbi, pri čemer seveda tisti, ki so brez vseh dohodkov, razumemo njihovo stisko in vsem privoščimo in je 385 evrov tudi še vedno malo. Gospod Jelševar, kako razumete to potezo politike? Skrb za ljudi 5 pred 12, ko že zvoni tam pri Mariji Snežni pa na Gorci, ne? V Sloveniji delo ni več cenjeno, ni več vrednota in ta razkorak, če tudi je bila ta višina povišana, je enostavno premajhen, da bi se tisti, ki tudi dobivajo socialno podporo, enostavno bili zainteresirani, da pridejo delati. Veste, tudi jaz vodim eno dobrodelno humanitarno organizacijo, ki krpa luknje v tem zdravstvenem sistemu, tako ali pa drugače, in tudi krpa luknje v tej socialni državi. Žalostno je, da mora civilna družba to opravljati, politika pa s takimi predvolilnimi bombončki enostavno zavaja ljudi. Gospod Horvat, ne, vi ste velikokrat pravijo glas razuma, ne, velikokrat se oglašate v državnem zboru, konstruktivno razpravljate, pa daleč od tega, da mu laskam. Ampak gre za izkušenega parlamentarca. Pa da vas vprašam, kaj je to pomoč ljudem, ali lahko nekomu, da mu daš 100 evrov v žep, se tudi norčuješ z njega tako? Pritrjujem drugemu delu vašega vprašanja. To je dejansko, po domače bom povedal, norce delanje z ljudi. In dejansko ta vlada, čeprav ne želim biti kritičen, ne želim govoriti o tem, da je problem, ker je Cerar šel. Problem je v tem, ker so problemi ostali. Želim biti usmerjen v prihodnost, v naslednji mandat. Enostavno bo treba, pa ne bo vedno prijetno zvenelo, bo treba reči, da enostavno denar ne raste na drevesu, da je denar treba ustvariti v gospodarstvu. Potem pa tudi, če gremo naprej zdaj na te socialne transfere, 385 ali je premalo ali preveč. Seveda je premalo. Pa po drugi strani, ko smo pa mi, poslanci Nove Slovenije, dvakrat v tem mandatu vložili predlog zakona o dohodnini, ker smo predlagali dvig splošne olajšave na 7.000, pa smo bili poteptani. Zakaj 7.000 splošna olajšava? Zdaj je približno 3.200 splošna. Zato 7.000, ker ministrica, odgovorna za socialo, na spletni strani svojega ministrstva objavi prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo na mesec 617 evrov. Zdaj je kakšna 2 evra manj. Če to pomnožimo z 12, dobimo približno 7.000. In ni moralno, da država obdavči tisto, kar potrebujemo, da preživimo mesec, da si kupimo hrano, stanovanje, obleko in tako naprej. Zato smo tako argumentirali in to bo eden od naših prvih ukrepov, dvig splošne olajšave. In s tem se bo povečala neto plača,
brez da bi se povečala bruto plača in se bo povečala potrošnja in bo država spet nazaj dobila preko sistema DDV. Prav. Če na to našo ljubo Slovenijo pogledamo z perspektive Maribora na Ljubljano, je drugačna, kot če pogledamo z perspektive Ljubljane na Maribor. Drugače pa je tudi, če pogledamo tam višje, z Bruslja, Štrasbura. No, ta pogled po 14 letih raja, torej članstva Slovenije v Evropski uniji, je za našo oddajo spregovoril o prednostih in tudi morda slabostih evropski poslanec Lojze Peterle. Slovenija ni napredovala samo gospodarsko, ampak se je vključila tudi v znanstvene in druge projekte, tudi v program Evropske vesoljske agencije, da ne govorimo o možnostih študija za mlade. Bruselj pa ni kriv za tisto, česar ne naredi slovenska politika doma, mislim še posebej na zdravstveno in pokojninsko reformo. Gospod županek, Peterle pravi, zdravstvena pokojninska reforma. V tej vladi so bili lepotni popravki zdravstvene reforme, pokojninski pa ne duha, ne sluha. Kaj pravi Združena levica in Sloga? Ja, pokojninska reforma se že dejansko dolgo pripravlja in mislim, da je čas, da bi nova vlada, ki bo pripravila in dokončno to naredila. Jaz sem vesel, da je gospod Horvat povedal, da so se toliko let trudili, ampak jaz mislim, da vse vlade, pa vse stranke, ki so bile do zdaj v vseh koalicijah v zadnjih, 20 letih, bi mogli imeti popravni izpit in volivci jih vsaka 4 leta dejansko jih pustijo, da ga spet opravljajo. Nimamo dobrega šolskega sistema, pa lahko dejansko samo določeno krat ponavljaš neki letnik, naši volivci pa dejansko etablirane stranke volijo vsaka 4 leta in jim dajo nove možnosti, pa še dan danes nimamo te pokojninske reforme. In jaz mislim, da je prav, da to dopustijo drugim, da to probamo narediti. Seveda so še pa vsi drugi problemi pred tem, potrebno je urediti gospodarstvo, potrebno je biti ostalo, ker če ne dela gospodarstvo, ni denarja, ni ostalega, lahko napišemo bilo kaj na papir, drugo pa je, kaj pokojninska reforma prenese. Čas je, da se naredi in jaz mislim, da je čas, da če to niso bili do zdaj sposobni narediti v vseh teh vladah, vse te stranke, ki so vsa leta, pa vsi vejo, kaj morajo narediti, pa nikoli niso naredili, da to dopustijo drugim, da to naredijo. Zdaj sem vas dobro poslušal, gospod županek. Povedali ste, kako so vsi slabi, da bi vi mogoče lahko dobili priložnost. Samo zakaj pa naj nekdo obkroži vas, kakšen bo pokojninski sistem, tega pa nisem slišal. Ja, poglejte, prvo, kar je, mora biti pokojnina nad pragom revščine, to je prvo. Moramo se pogovarjati, vsi govorijo, da mora biti minimalna plača nad pragom revščine. Ko grejo ljudje po 40 letih delovne dobe v penzijo, dejansko so na sociali in država skrbi za njih in hodijo po kruh na Rdeče križe. To se pravi, tisti, ki bo šel za 40 let delovne dobe, mora prejeti pokojnino v višini, ki je nad pragom revščine. In to je tisto, kar se mora v Sloveniji doseči z vsemi temi inštituti, ki so, da dejansko te pogoje ustvarimo, da lahko take penzije tudi zagotovimo. Gospod županek, dobro veste, da se s tem odgovorom ne bom zadovoljil, ne? Kdo bo plačal te penzije, mi povejte? Sistemski vir financiranja. Imate tudi podjetje, ne? Seveda, vir je vedno gospodarstvo, ne? Gospodarstvi pogoji se morajo spremeniti, to je popolnoma jasno, da to razlagamo tukaj. In to že vsa leta vemo, kaj treba, ni treba pogoje gospodarstva ustvariti, seveda je gospodarstvo treba to črpati, gospodarski pogoje pa seveda, kaj moramo narediti, boljše pogoje za podjetja, potem seveda nove obdavčitve uvesti in iz tega naslova se dejansko potem pride do nekih dodatnih virov, ki bi lahko zagotavljali, da bi bila takšna pokojnina, ki je dostojna za življenje nekega upokojenca. Gospod Trček, program Liste Marjana Šarca za pokojnine. V bistvu se mi zelo dobro zavedamo, da večje število vključenih zavarovancev, se pravi večje število delavcev, prinese tudi višje pokojnine, kar pomeni tudi več denarja v celotnem skupnem znesku. Naš program je namreč takšen, da naj bi upokojencem, ki so še sposobni delati, omogočili, da bi delali in hkrati prejemali celotno pokojnino. Treba se zavedati, da pride, če zadeva ni postavljena tako, kot je treba, zelo hitro do nelojalne konkurence. Zato seveda bi morali vsi, ki bi se ponovno vključili,
tudi plačevati prispevke in ta pokojnina bi se jim naknadno potem na novo preračunala in seveda s tem dvigovala. Mogoče bi želela povedati še to, da izrednega pomena pri pokojninskem sistemu je to, kot sem rekla, da se vključi čim večje število zavarovancev, kar pomeni, da bo potrebno vključiti tudi mlade čim prej in ne reševati v bistvu nekega, bomo rekli, mladih na ta način, da jim omogočamo, da ostajajo v študiju do 30. leta, ne zato, ker ne bi želeli, da se izobrazijo, ampak iz tega razloga, da čim prej pridejo do kruha in da s tem pomagajo tudi vsem ostalim upokojencem, ki imajo res v tem trenutku prenizke pokojnine. Gospa Juršič, zdravstvena reforma, pravi Lojze Peterle, z Brusla nas opozarjajo. Vi ste del koalicije, ste zaznali zdravstveno reformo ali so to lepotni popravki? Kaj pravite? S tem drugim se vašim strinjam, tu gre zgolj za lepotne popravke, ki so bile narejene v tem mandatu. Vsekakor bi morali najprej stopiti pri reformi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To bi bilo ključno, ampak do tega ni prišlo. Nekako smo se pogovarjali in dogovarjali, delali so se analize, tiste prave moči, pogovorov pa ni bilo. Vsekakor smo si želeli, in to je bilo tudi v našem programu, da ukinemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je dejansko nesolidarno, kajti vsi plačujemo enak znesek. Do tega ni prišlo, kajti ministrica je prihajala na plan z raznoraznimi izračuni, za katerimi pa dejansko Socialni demokrati nismo, bom rekla, želeli oziroma smo še vedno smatrali, da so nesolidarni. Tako da tukaj so bili res manjši popravki. Moram reči, da edino, kar je pohvalno in dobro, je to, da se je z zakonom o zdravniški službi specializacije so prenesle iz zdravstvene blagajne direktno v proračun. S tem se je sprostila zdravstvena blagajna, s tem se je pridobilo več sredstev za bolnike, za paciente, ki to nujno potrebujejo in s tem bi se lahko skrajševale čakalne dobe. Zdaj, ali je prišlo do teh skrajševanja čakalnih dob, žal ne morem reči. Dobro. Zdaj bomo pogledali, gledalke in gledalci, da so eno obljube, drugo pa realnost. Tudi tisto, kar piše v koalicijski pogodbi. In kaj so SMC, Desus ter SD zapisali, kar zadeva zdravstvo v koalicijsko pogodbo, podpisano 3. septembra leta 2014? Poglejmo. Zaveze, torej iz koalicijskega sporazuma, skupna javna naročila v zdravstvo, pa razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, negovalni oddelki in paliativna oskrba, ničelna toleranca do korupcije v zdravstvu. Gospod Horvat, kaj od tega imamo? Od tega, od teh obljub nismo dobili nič, popolnoma nič. Res pa je, da se ta koalicija zavezala v koalicijskem sporazumu, žal se ne imenuje, ni imenoval pogodba. Jaz ločim, kaj je sporazum, malo dobim asociacije na neke prejšnje čase, samoupravni sporazumi. Pogodba je nekaj bolj resnega. In mi smo, kot veste, se začeli s SMC-jem pogovarjati, bi šli v koalicijo. In ravno zaradi tega, ker je ta koalicija, predvsem SMC, kot eno od svojih prvih nalog predstavil zdravstveno reformo, ki je res moramo rešiti, saj od leta 1992 se na tem področju ni zgodilo popolnoma nič. In nam se dejansko zadeva iz dneva v dan sesuva. Vendar, ko smo mi prišli s svojimi rešitvami, so nas enostavno SMC-jevi pogajalci ignorirali in danes imamo to, kar imamo. Treba operirati s številkami, drugače ljudje ne bodo razumeli. Ko je Milojka, gospa Milojka, ministrica, nastopila svoj ministrski mandat, smo imeli v čakalni vrste, torej pacienti, ki so čakali nad dopustno dobo, je bilo 14.000 pacientov. Koliko jih je danes? Blizu 60.000. Vseh, ki pa čakajo, torej tudi do dopustne dobe, je pa okrog 178.000. To je katastrofa. In tukaj v čakalnih vrstah nam ljudje umirajo. Eno kratko vprašanje, pa samo odgovor ja ali pa ne. Če bomo dali več denarja v to zdravstvo, bo bolje? Seveda bo bolje, ampak mi moramo spremeniti sistem. Imamo odlične resurse, imamo odlične zdravnike, imamo odlične medicinske sestre. In mi imamo rešitev. Nova Slovenija v tej knjigi misli resno, ima natančno razdelano in matematično modeliran novi zdravstveni sistem. Mi ga moramo korenito spremeniti. Ne bo šlo enostavno, ampak rešitve so zelo konkretne.
in tudi zelo enostavne, ker v nekaterih državah delujejo. In mi ne rabimo odkrivati tople vode. Dobro. Moramo pa, dovolite samo še to, dovoliti konkurenčnost na strani izvajalcev storitev in konkurenčnost na strani zdravstvenih zavarovalnic. Zdaj mi praktično zdravstvene zavarovalnice nimamo. Imamo Zavod za zdravstveno zavarovanje. To ni zavarovalnica. Vse nimamo, ne vi pa ne jaz, nimava police, s katero bi bila zavarovano naše najno zdravje. Tega nimava. Dobro, zdaj bomo pa pogledali čisto konkretno, kakšni pa so izdatki za slovensko zdravstvo, tako tisti iz zasebnih žepov, kot tudi iz zavoda, ki ga omenja, torej zdravstvene blagajne, gospod Horvat, in bomo videli in se primerjali z bolj razvito Evropo. Začenjamo na severu, na Norveškem. Na Norveškem namenijo za zdravstvo na prebivalca 4610 evrov, v Švici 4500 evrov, potem v Avstriji 3600, skoraj 3700, povprečje 28-terice vidimo je 2193, 2003 pa v Sloveniji. Gospod Jelševar, več denarja, boljše storitve, boljša košarica ali porezati lovke, ne vem, korupciji in tako naprej? Ne glede na to, koliko denarja bomo dali v slovensko zdravstvo, ta košarica je taka, kot če bi pogledali kako tako staro košarico za jajca, ko je že dolgo na kakem podu, luknasta, in ne glede na to, koliko jo bomo mi polnili, vedno bo letelo ven. Vedno bo letelo ven. Lete, 2x po 200 milijonov smo dali v zdravstvo. Prvič za skrajševanje čakalnih vrst, drugič za to, da je največja vladna stranka postavila izredne uprave v vse zdravstvene bolnišnice v Sloveniji. Prevzeli so jih, ukradli so to. A se kje izboljšali? Poglejte v Ljubljani na urgenci, kaj se dogaja. Ljudje, ki plačujemo davke, stojimo v normalnih vrstah, dolgih vrstah v bolnišnici. Drugi, ki pa ne plačujejo davko, v glavnem so to tisti, ki prihajajo v Slovenijo, migranti, pa enostavno grejo na urgenco in tam dobijo hitro, učinkovito storitev, brez da bi karkoli plačali. To je problem tega sistema. Potrebno je boljše vodenje. Poglejte, najboljši nogometaš ni nujno, da bo najboljši selektor. Tako tudi najboljši zdravnik ni nujno, da bo najboljši vodja zdravstvene ustanove. Mi moramo dati za vodi takih zdravstvenih ustanov, ki ogromno denarja obvladujejo, sposobne ljudi, menedžerje, ki znajo posebna znanja, ki znajo upravljati z denarjem. To je pomembno, da je optimalno upravljanje. Jaz verjamem, da je v slovenskem zdravstvu dovolj denarja, da lahko vsak, ampak res vsak dobi hitro in zelo kvalitetno evropsko primerljivo storitev. Ker pa imamo tako veliko lukenj v tej naši košari, pa enostavno ves ta denar odteče ven. Gospa Trček, kaj pravite vi na to, ne? A lahko vi kot delovna inšpektorica privatizirate, tako kot je Brezovar, vaš predhodnik, ali morate biti pokončni, odločni? Je težava v ljudeh, da niso v zdravstvu pravi ljudje na pravih mestih? Vsekakor mora biti to res. Organizacija, kot je moj predhodnik povedal, nekje šepa. In šepa verjetno tudi še kakšna druga zadeva. Vsega ne moremo očrniti, ampak lahko pa ugotavljamo, da določene stvari očitno ne štimajo. Prej je bilo povedano, pa izpostavljeno, da recimo iz tega dodatnega zavarovanja, da ni enotno razdeljen ta prispevek. Ampak če mi pogledamo zadnja leta, recimo zadnjih 5 let, se iz tega prispevka zbralo več denarja, kot bi se pričakovalo, kar pomeni, da je bilo dejansko več denarja vloženega v to, ampak čakalne dobe so se vseeno podaljšale. Se pravi, da organizacija nekje šepa in dejansko je zadeva luknasta. Ne moreš se na ta način odločiti, zato je potrebno jasno, mislim, da je največja težava našega zdravstva v tem, da ni ločeno javno od zasebnega. Se pravi, nekdo pride po eni strani do zdravnika v javnem zdravstvu, ga ta napoti potem v popoldansko zasebno oziroma obratno, pride iz zasebnega, preide v javno in se potem iz tistih sredstev nekako vodi naprej. Iz tega potem lahko naprej speljamo, da enako se dogaja tudi z našimi zdravniki. Jaz se opravičujem, ampak ljudje smo sposobni delati oziroma nam že direktiva dopušča delati 56 ur na teden, v večini primerov je to 40 ur na teden. Ne moremo delati 2 polnih delovnih časov in tudi na tem področju bo treba zelo globoko zarezati.
Ne, lahko delamo, gospod Horvat, ne, lahko delamo. V zakonu o zdravniški službi je vse skupaj dovoljeno. In Milojka Kolar, ki ste jo omenjali prej, je zadevo uzakonila in v bistvu naredila lepotni popravek. Zdravnik, če ima soglasje delodajalca iz UKC-ja, lahko popoldne privatizira. Temu pravimo, da so to tako imenovane dvoživke, ne? In nekako se gotovo nišče tukaj s tem ne strinja. Se pravi, sistem je potrebno spremeniti. Mi imamo danes zelo zanimivo situacijo, ki pa ni normalna. Na eni strani je država lastnik bolnišnic, država je pravzaprav tudi naročnik in plačnik storitev, pa še regulator. Tega nikjer na svetu ni, ne? Zato moramo to spremeniti. In mi, Nova Slovenija, smo za javno zdravstvo. Včasih nam kdo očita, da bi mi kar vse po vrsti privatizirali. Ni res. Javno zdravstvo in sploh javni sistemi so tisti, ki se financirajo ali sofinancirajo z javnim denarjem. Seveda pa smo tudi zato, da se tukaj vključi tudi zasebni kapital. Znanost, medicina tako, hvala Bogu, napreduje, da se je življenjska doba povprečna tudi v Sloveniji lepo podaljšala. In tukaj se moramo ukvarjati tudi z dolgotrajno oskrbo, ki jo mi dejansko zapakiramo v ta zdravstveni sistem in rečemo zdravstveni sistem plus dolgotrajna oskrba. Zakaj? Zato, ker bomo tam to projekcije kažejo zelo natančno, leta 2030 bo v Sloveniji več kot četrtina prebivalstva starejšega od 65 let, kar gotovo pomeni, da zahteva to neko posebno zdravstveno oskrbo, nego in tudi finance. Zdaj bomo pa, dame in gospodje, še pogledali, kaj so tisti dejavniki, ki vplivajo, koliko damo, namenimo za zdravstvo. Zdaj, ali je to javno, ali zasebno, ali mešanica, odvisno od države do države. OECD je dala to metodologijo, pa bo verjetno že držala. Pa kar poglejmo. Dejavniki, torej, ki vplivajo na izdatke za zdravstvo, so na eni strani demografija, starostna struktura, zdravstveno stanje, bruto družbeni produkt na prebivalca in pa ostali dejavniki, kjer so relativne cene, tehnološki napredek in pa tudi politike. Gospod županek, pri politikah daj vas se ustaviti. So dobre v zdravstvu, so slabe, ste na strani zdravnikov, ne vem, medicinskih sester, zdravstvene zavarovalnice oziroma zavoda. Kje? Ja. Prvo kot prvo, kar se tiče medicinskih sester in zdravnikov, zdravniki mislim, da so kar dobro plačani za svoje delo napram državam v tujini, dejansko je to malo manj primerljivo. Medicinske sestre, glede na to, koliko delo, jaz imam sam v sorodu medicinsko sestro, vikend je ostalo 200 ur na mesec, 1000 evrov plače, jaz mislim, da so medicinske sestre podplačane, seveda je tu tudi vsi ostali zaposleni v medicinskem sistemu, ki dejansko so pod minimalno plačo, da jim država dejansko plačuje. In jaz mislim, da je teh 3,3 milijarde, ki jih v zdravstvu dejansko porabimo, lahko, tako je kolega povedal, ne vem kako, dovolj ali premalo, v tem sistemu se to zgublja. Prej smo povedali tam, da so javna naročila tiste, ki bi jih uredili. Jaz ne razumem, da lahko oddelkovodje naročujejo neke zadeve, ki jih rabijo v bolnišnicah, da ni to že pred leti bilo sistemsko urejeno, ker vemo, da koliko so ti stroški, kaj se tiče potreb za bolnišnice in da to vsaka bolnica posebej naročuje, so tudi tisti stroški, ki dejansko izničujejo vsega tega. Kaj se ostalega tiče, kaj se teh 7 stopenj, ki so jih dejansko predlagali, meni je popolnoma nesprejemljivo, nekdo, ki bi imel 500-kratnik povprečno bruto plače, bi plačal 75 evrov, tisti, ki pa ima minimalno, pa bi plačal recimo 22 evrov. In ta razmerja, ki so predlagana v tem zakonu, so dejansko neprimerne in nesmiselna. Mi mislimo, da bi se moralo plačevati v odstotku na dejanski prihodek oseb in bi tako bilo primerno razpodeljeno, tako da bi nekdo, ki ima 800 evrov, ne vem, plačal 24 evrov, tisti, ki pa 8000 evrov ima plače, pa bi plačal 200 evrov. To je fiksna stopnja, ne progresija, tako kot zdaj. Ja. Tako, dame in gospodje, mi si bomo vzeli kratek predah, zares kratek, potem pa še naprej o zdravstvu, pokojninah in drugih problemih, pa tudi prednostih in slabostih te naše dežele. Ostanite.
Čarobne palice za slovensko zdravstvo nismo lahko slišali od nocojšnjih gostov v drugem predvolilnem soočenju na naši televiziji. Vendarle pa smo nekaj smernic za boljše zdravje, za našo boljšo državo izvedeli. Konkretnih rešitev pa je v politiki bolj malo, ker je zdravstvo zelo kislo jabolko. Kaj ne, gospod Horvat, boste pritrdili? Res je, to je zelo kislo jabolko, to kaže tudi na to, da praktično nekaj zadnjim vladam ni uspelo temeljito prenoviti oziroma modernizirati zdravstvenega sistema. Mi zdaj rešitev imamo, kot rečeno, zapisali smo jo, ta program zdravstvene modernizacije smo delali članice, člani Nove Slovenije, tudi in predvsem zunani strokovnjaki, tudi iz tujine. Verjamemo v ta program in na tem bomo dejansko tudi vztrajali. Ne seveda tako, da bi se zabetonirali v eventualnih koalicijskih pogajanjih, ampak naš program bo naše izhodišče za modernizacijo zdravstvenega sistema. Tako naprej več ne gre. Slovenija je preveč bogata, da bi ljudje umirali v čakalnih vrstah. Ampak saj veste, kako je s temi programi, ne? Zapišeš lahko marsikaj, tudi ta knjižica vaša prenese marsikaj, realnost pa je nekaj drugega. Kolegica iz SD-ja vam lahko pritrdi, kako nefajn je biti v koaliciji, pa rečeš, samo 6 poslancev smo imeli, gledajte, nismo mogli. Ja, ampak jaz mislim, da zdaj se preprosto ne moremo več odlagati modernizacije zdravstvenega sistema, ker, kot rečeno, zadnje spremembe so bile narejene leta 1992. In to, kar smo videli še posebej tudi v parlamentarni preiskovalni komisiji, ki je raziskovala samo en del, samo nabavo žilnih opornic. In ko smo to dejansko ekstrapolirali na nabavo drugih pripomočkov, smo potem lahko ugotovili, da zaradi korupcije in neracionalnega gospodarjanja v zdravstvenih ustanovah na letni ravni izgubimo približno 500 milijonov evrov. 500 milijonov, pol milijarde. In to je katastrofa. Zdaj bomo pogledali eno iztočnico. Dame in gospodje, kadri v zdravstvu so izjemno pomembni. Bogovi v belem, naši zdravniki so se spogajali z Milojko Kolar-Celarc in Mirom Cerarjem. Kaj bo z medicinskimi sestrami, negovalkami? O tem se pravzaprav ne sprašuje nihče drug. No, Univerzitetni klinični center Maribor je po dolgem času dobil novega strokovnega direktorja in ta si je zadal za cilj, da bi bogovi v belem ostajali in ne odhajali. Nevarnost, da bo prišlo do resnih motenj v delovanju kliničnega centra ta, da je veliko število zdravnikov v zadnjih nekaj letih odšlo. Po mojem podatku jih je v zadnjih 3 letih zapustilo klinični center 43. Novi odhodi se napovedujejo in moja prva naloga je stabilizirati kadrovsko situacijo na področju odhodov specialistov. Gospod županek, kaj pa je naloga politike v takem primeru? A vi veste, koliko stane izobraževanje enega zdravnika, da doštudira za moj in vaš denar? Pa odhajajo v Avstrijo, Nemčijo, Švico, tam jih sprejmejo z odprtimi rokami. Konkretno me zanima vaša stranka, višje plače za zdravnike, boljši pogoji, kako zajeziti medicinski beg možganov? Ja, točnega podatka seveda ne vem, koliko je strošek enega študija. Vse vemo, da študij traja 8 let in da verjetno strošek zelo velik. Plače napram seveda, kot sem že prej povedal, v tujini so pri naših zdravnikov zelo nizke ali pa kar dosti manjše. Kako je zdaj seveda dobre delovne pogoje, ker jaz mislim, da se ogromno zdravnikov bolj pritožuje na delovne pogoje kot na same plače, da so to tisti, pri katerem moramo poskrbeti. Seveda pa ta dodatni denar, ki je potreben, ki se bi naj to z reformo pridobil, za ukinitev tega dopolnilnega zavarovanja, ki bi naj odnesel 450 milijonov, dodatno bi se naj to dobilo z nekimi obdavčitvami dividend pa vsega ostalega, kot je ministrica povedala, ampak jaz mislim, da bi zdravniki so potrebno, da so bolje plačeni, seveda pa je, jaz mislim, tako ste vi prej omenili, še bolj pomembno, da kaj se tiče medicinske sestre in ostalega kadra, ki je v bolnicah in predvsem, vse jaz tudi sam hodim kar nekaj pri zdravnikih, jaz mislim, da so delovni pogoji tisti, ki odganjajo naše zdravnike in odnosi v bolnicah, tisti, ki so sledili v klinični center v Mariboru, je kar nekaj zdravnikov odšlo bolj zaradi odnosov, kot pa zaradi plač in mislim, da to je en skupek, ki bi se moral urediti, pogoji, ki
so potrebni za neko normalno delo, seveda tudi primerno plačilo, to pa je naloga politike, da končno najde eno zdravstveno reformo, ki bo zagotavljala, da bo imeli vsi v zdravstvu, ne samo zdravniki, normalne in primerne plače. Gospod Trček, se zavedate, da gospod Šarec lahko morda, torej vaša stranka, zmaga te volitve? Pa da mu lahko morda Borut Pahor podeli mandat za sestavo vlade? A vi veste, da vas čaka v tem primeru milijardni zapitek, ki mu je ime Branimir Štrukelj? Govorim o zahtevah sindikatov javnega sektorja. Tega se vsekakor zavedamo. V prejšnjem prispevku ste pokazali odstop predsednika vlade. Mislim, da je težko breme pustil naslednikom, ki bodo morali takoj na začetku v bistvu izpogajati neke normalne pogoje. Kakšni so ti pogoji? Poglejva tako, plače v Sloveniji, zdaj smo govorili o plačah zdravnikov, plače v Sloveniji so slabe. Vsi imam, bom rekla, načeloma, vsi slabe plače. 80% ljudi je na povprečni plači, to je 1700 bruto, 1400 neto. In ni mogoče delati takih velikih razlik. A ste vi prepričani v to, kar govorite, da 80% ljudi, ki gleda to soočenje na povprečni plači? Res je. Ste vi prepričani v to? Prepričana sem, pogledala sem v zadnjih treh, bom rekla v zadnjem mesecu, je bila narejena analiza, koliko ljudi dejansko je na povprečni plači. Mislim, da Slovenija nima največje težave z minimalno plačo, ampak ima največjo težavo pri zaprtih škarjah praktično med minimalno in povprečno plačo. Poglejte, koliko procentov dejansko pride čez povprečno plačo in tukaj imamo mi težavo. Težavi se reče nizko vredna delovna mesta, nizke plače, slabše gospodarsko ravnanje oziroma slabši izplen, pomenijo tudi nizke plače in mislim, da je to tisto, kar bo dejansko v prvi vrsti, kar bomo naredili v prvi vrsti, da bomo v bistvu dvignili produktivnost in na ta način pridobili potem tudi lahko vsi boljše pogoje in više plače. Vi ste zdaj najprej govorili o 168 tisoč ljudeh v javnem sektorju, tudi o sebi. Bolj ste govorili o 845 tisoč delovno aktivnih v tej državi. Kaj pa onih 600 tisoč in nekaj, ko ima manj kot 600 evrov pokojnine? To je v bistvu že drugo vprašanje na to temo. Sama sem prepričana, da je edina možnost Slovenije v tem, da dejansko dvignemo v bistvu vrednost dela in ceno proizvodov oziroma produktov, ki jih v gospodarstvu pridobimo. Glejte, jaz sem se 15 let ukvarjala s pokojninskim sistemom. Meni je več kot jasno, da če daš pri 600 tisoč upokojencih vsakemu samo 1 evro, to pomeni 600 tisoč evrov. In potem, če dvignemo v bistvu, koliko bi mogla midva dvigniti pokojnine, da bi bile nekje na neki normali. Starostne pokojnine pridajo čez prag revščine, ostale pokojnine ne. In to pomeni... Gospa, gledajte, vi ste delovna inšpektorica, 150 tisoč ljudi, ki so dočakali starostno pokojnino, ima manj kot je prag revščine. To govorijo podatki SPIZ-a, ne moji. In to drži. To drži. Zato bo treba pač v tej državi, kako pa si lahko predstavljate, da bo... Vi ste zdaj pritrdili na moje vprašanje, ampak prej ste pa dejali, da pridejo starostne čez prag. Jaz sem vas dobro slišal. Starostne pokojnine, poglejte, mi dva lahko greva v vse podatke natančne. Kaj je za vas starostna pokojnina? Starostna pokojnina je pokojnina, ki jo pridobi človek ob polnih pogojih. No, in 150 tisoč ljudi je pod 600 evrov. Poglejte si statistike, pa se bova drugič o podobni priložnosti pogovarjala. Mislim, da se lahko tudi danes pogovarjava o statistikah, zato ker mi je popolnoma jasno, kakšne so statistike in koliko ljudi nima starostne pokojnine. In ljudje imajo pač krajšo dobo, imajo nižjo upokojitveno starost, kot je polna postavljena in zato pač nimajo polnih pokojnin. Tisti, ki imajo polne pokojnine, polna pokojnina dejansko preseže, starostna pokojnina preseže prag revščine. To ne drži, bova drugič podatki pogledala. Zdaj pa bomo pogledali, dame in gospodje, izjavo. Pravijo mu mariborski Robin Hood.
Sam pravi, da je le profesor zgodovine na eni izmed mariborskih srednjih šol. Vsakodnevno srečuje ljudi, ki živijo na robu preživetja. Ljudi, ki jih je sram, da bi stopili pred nas, bili tukaj, za katere se Miro Cerarji, Karli Erjavci, Dejani Židani morda ne zmenijo, zato ker mislijo, da jih ni. Pa so, ali pa človek, ki bo zdaj spregovoril, živi v eroziji. Boris Krabonja. A vi veste, da imamo mi na našem seznamu 7 ljudi, ki imajo pokojnino manj kot 150 evrov? Mene je dan skoraj kap zadela. In da jih imamo vsega skupaj 176, ki imajo manj kot 400 evrov pokojnine. To je tisti, ki prihajajo vsak mesec, enkrat na mesec k nam po pomoč. In to je naša realna slika in to je ta beda slovenske družbe 21. stoletja, ki nas je lahko sram od prvega do zadnjega, da smo te ljudi pahnili v totalno revščino. Tu ne govoriva samo o začasni revščini, tu govoriva o permanentni revščini babic in detkov, ki so oddelali svoje in ki pravzaprav imajo pravico do dostojne jeseni svojega življenja. Gospa Muršič, zadnjič sem bil pri vaši kolegici na Kotnikovi, na ministrstvu pri dr. Ani Kopač Mrak. Mi je tako v pogovoru dejala, off the record, da ima deloma tudi zvezane roke, ker socialno politiko v tej državi vodi finančni minister. Gre to spremeniti, predvsem zaradi teh ljudi, o katerih govori Krabonja, in kako rešiti te probleme. Absolutno. To je res, da je dejansko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odvisno od Ministrstva za finance. Kajti kolikor Ministrstvo za finance nameni tega denarja, toliko se potem lahko dejansko deli. To, kar smo slišali v tem prispevku, to je skrajno nedopustno. Da nekdo dela in potem v pokoju dobi manj kot 150 evrov ali da ima pokojnino nižjo od 400 evrov, temu je potrebno narediti konec. V tem mandatu smo dosegli korak naprej, ampak še vedno je to premalo, da za 40 let polne pokojninske dobe je najnižja pokojnina 500 evrov. Moje osebno mnenje je in tudi mnenje vseh mojih ostalih kolegov je, da bi morala ta višina biti najmanj 617 evrov na minimalnem pragu. Vendar tega se ni dalo spogajati z Ministrstvom za finance. Zdaj Ermanova vse kriva, prej Mramor vse kriv. Pač gledajte, gospod Horvat, tudi opozicija. Vsi politiki imate izgovore, ampak imate tudi odgovore. Zdaj pa takole. Gledajte, v Pomurju. Kako boste vi, ne vem, svojega soseda prepričali? On je delal 40 let, zdaj je pod pragom revščine. In potem varstveni dodatek. Socialna država rešuje človeka, ki je delal 40 let. Je to dostojanstveno? Ne, ne, tu smo dejansko povsem zapravili dostojanstvo človeka. In ta ista gospa ministrica Mrak vam tudi pove, da socialni transferi niso pravični. Se pravi, tudi tu bo potrebno zadeve spremeniti. Mi imamo rešitev za za modernizacijo pokojninskega sistema. Ker gledajte, veliki borec za pokojnine, ali bolj točno za slabe pokojnine, ne bom ga imenoval, ker ga vsi poznamo, je dosegel to, da smo v zadnjih 9 letih od leta 2008, recimo, da je to bilo leto pred krizo, pa do lanskega leta, to je 9 let. V teh 9 letih je razmerje povprečna neto penzija glede na povprečno neto plačo zdrknila za 9 odstotnih točk. To je približno 13%. Kdo je potem tu borec za penzije? Mi sistem moramo spremeniti. Naša rešitev, tudi tukaj natančno napisana, matematično modelirana, deluje. Se imenuje tristebrni pokojninski sistem. Ta ne bo na žalost rešil upokojencev, ki so relativno slabo plačevali, ne bo rešil problema kmečkih penzij, ki so dramatično nizke, niso človeka vredne. Teda tam skoraj da boljše, da ne bi govorili o penziji, ampak dejansko o neki socialni pomoči. Dobro, zdaj, kako je lahko naprej in kam plujemo, kaj mora storiti politika, je za našo oddajo spregovoril renomiran makroekonomist, nekdanji dekan ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Rasto Ovin. Vse več nas je starejših, vi še niste tam, jaz sem seveda temu bliže, da bom seveda prejemal iz pokojninske blagajne, ampak pokojninska blagajna sama ne zbere dovolj, ker imamo še zmeraj Bismarckov dokladni sistem, kar je bila pač napaka že
daleč nazaj vseh vlad, ki niso uspele približati kakšnemu sistemu, kjer bi stimulirali ljudje, recimo, da bi več vlagali v tretji steber, ker tam ni bilo politične moči, da bi dali tam davčno oprostitev od tistega. Ne? In potem ljudje prihajamo več ali manj vsi na državno grbo, če tako rečem, in pokojninska blagajna nima dovolj denarja in zaradi tega je to treba dati iz proračuna in to obsega zdaj že skoraj 10% proračuna, kar je veliko. Se upravičujem, gospod Jelševar, ne poznava se tako dobro. Imate otroka? Ne. Nimate. Pa bi ga imeli v tem svetu, ker mu ne boste mogli povedati, kaj ga čaka. Vprašam drugače. Se kdaj zamislite nad tem, kaj govori gospod, kaj čaka vas, mene, ne vem, starejše? Že prej sem omenil, da vodim eno dobrodelno organizacijo, Fundacijo Svečka, ki je v zadnjih 10 letih zbrala skoraj 250.000 evrov od ljudi, takih, ki darujejo posebej. Verjemite, vsakodnevno se srečujem z revščino v Sloveniji in groza me je, ko vidim na eni strani, kako morajo ljudje živeti, na drugi strani pa kako država z denarjem razmetava. Poglejte, ja, tudi to pokojninsko blagajno bo treba dopolniti, ampak dopolnilo je bo lahko samo normalno gospodarstvo. V Slovenski ljudski stranki smo 4 leta dali v to, kako bo slovensko gospodarstvo stopilo en korak navzgor. Kajti rešitev za revščino je samo ena. Močno gospodarstvo in solidarna družba. In če bomo takšen sistem vzpostavili, mene včasih kot podjetnika strah, ko poslušam, kaj politiki govorijo. Steber ta, steber drug, denar sem, tja, noben pa ne pove. Večkrat smo slišali, dvignite treba produktivnost. Ne, dvignite treba dodano vrednost, da se bomo mi lahko imeli podobne plače, podobne pokojnine, ko jih imajo kolegi tukaj čez mejo. Samo dodana vrednost na zaposlenega, ki bo prišla iz 42.000 evrov, ko imamo že kar dolgo, zelo dolgo, 20 let skoraj je nesprejemljiva, na 60.000 evrov. To je prihodnost Slovenije. In na ta način bomo mi lahko to zdravstveno blagajno polnili. Poglejte, prihajajo časi, en ekonomist oziroma en podjetnik je na enem izmed mojih omizij rekel, da se bo svet v naslednjih 15 letih bolj spremenil, kot se je prej v 300 letih. V 300. Veste, kaj prihaja? Industrijska revolucija 4.0. Mi se mogoče ne zavedamo, koliko težav to samo po sebi prinaša. Od sistema šolstva do davčnega sistema. Mi potrebujemo kadre, da bojo lahko programirali avtomatizirano mašinerijo v podjetjih, ki bo proizvajala. Na ta način bomo ustvarjali lahko dodano vrednost. Ta pa bo polnila pokojninsko blagajno, da bo lahko ljudje na starost živeli človeka vredno življenje. Dobro. Upam, da ne bo čez, 10 let robot vodil tega soočenja, ne? Morda pa, ne vemo. Gospod Trček, predvidevam, imate otroke. Ja. Imamo danes v Sloveniji dovolj mladih, tistih, ki bodo vplačevali v pokojninsko blagajno in, da vas vprašam, videli jo bomo, je po vaše primerna demografska struktura? Demografska struktura v Sloveniji v bistvu ni primerna. Lahko čisto jasno povem, da ni primerna. Zato, ker smo Slovenci v bistvu bomo rekli 15 let nazaj, odložili rojstva. Včasih se je rojevalo pri 20 letih, se je imelo družino pri 20 letih, danes je normalno, da imamo družino pri 35. Slovenija ima v bistvu izpad, bomo rekli, mladih ljudi. Druga stvar pa je baby boom generacija, ki se upokojuje, kar dodatno, bomo rekli, in staranje prebivalstva, dodatno v bistvu megli to sliko oziroma ustvarja neugodno situacijo. To pomeni, da pač nekje bo potrebno dobiti tiste, ki bodo vplačevali v sistem tako za zdravstvo, pokojnine, dolgotrajno oskrbo in ne bodo zmogli, ta naša majhna generacija otrok sigurno ne bo tega zmogla. Kaj je obstoječa vladna koalicija storila za boljšo demografsko strukturo? Ključno je, da od 1.1.2018 imajo vsaka nova družina, ki pričakuje otroka, univerzalni dodatek v višini 280 evrov. Sprostili so se varčevalni ukrepi, ki so velje. A se šalite?
Ne šalim se. Za 280 evrov naj ima nekdo otroka. To je ukrep. Ne, ukrep. To je eden izmed ukrepov, ki je bil. Nisem tako razumela, da razčistiva. Potem varčevalni ukrepi, ki so bili uvedeni z ZUJF-om, so se ukinili, pretežni del vseh teh ukrepov. Vsekakor bo potrebno pri tej nataliteti narediti več. Dogaja se tudi to, da nam otroci odhajajo v tujino, kar je tudi eden izmed velikih težav današnjega sveta in naše Slovenije. Tako da tu so koraki in verjamem, da z dobrimi ukrepi, z družinsko politiko bomo zadržali ljudi in se bodo družine odločale za otroke. Dobro, pa poglejmo torej, kakšna je demografska struktura v Sloveniji. Videli boste, dokaj neustrezna. In sicer je v Sloveniji nekaj več kot 2 milijona prebivalcev, 2 milijona 66 tisoč nas je. 43 let je povprečna starost, 15% je starih od 0 do 14 let, 65, skoraj 66, 15 do 64 let, 19,1% starejših od 65 let in 5,9% tujcev. Gospod Trček, kaj nas mora tukaj najbolj skrbeti? Ker predvidevam, da poznate podatke. Skrbeti nas mora to, da na vsak način moramo zagotoviti zadostno število tistih, ki bodo delali na sistemu. To je dejstvo. Sistemu? V sistemu kot delovno aktivno prebivalstvo. Kako to zagotovimo? Kako lahko to zagotovimo? To lahko zagotovimo na več načinov. En sistem je ta, kot sem ga že prej povedala, da pač začnemo vključevati mlade čim prej v zavarovanja. Drug sistem je, da prepričamo starejše, da ostanejo čim dalj časa v zavarovanju. Tretja možnost so tudi migracije v primeru tistih potreb, ki jih imamo na tistih določenih delovnih mestih oziroma tistih delih, kjer dejansko bomo potrebovali dodatne delavce. Sam, da se bova razumela. Zdaj ste vi meni povedali teoretično, da ni fajn, da bi on gospod, ki je star 65 let, šel zelo hitro v penzijo, da pa naj en študent že od študentskega dela pri 22. letu plačuje pokojninske prispevke. To je teorija, v praksi pa to ne gre. Tudi v sedanjem času, sedanji sistem, dejansko že to nekako zbira. Če študent dela preko študentskega servisa, se mu za plačo, ki jo dobi oziroma pač ta prejemek, ki ga dobi od študentskega dela, ko zasluži za minimalno plačo, bomo rekli, v enem mesecu, se mu to šteje v pokojninsko dobo. Če pogledamo Švedsko, Švedska ima že 40-50 let in veliko evropskih držav tudi tako, da se vsako delo prišteje na račun in seveda šteje potem tudi za bodočo odmerjeno pokojnino. Jaz mislim, da je to izrednega pomena. Veste vi, kakšno je danes razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin na drugi strani? Torej, koliko ljudi dela za enega upokojenca danes? Mislim, da je 1,3 pa nekaj razmerje, kar je izredno slabo. Mislim, da smo daleč najslabši v celi Evropi po tem razmerju. Če pogledate recimo leta nazaj, ne vem, 20 let nazaj je bilo to razmerje popolnoma drugačno in iz tega razloga so lahko bile tudi pokojnine višje. Koliko mora biti razmerje po vašem programu, da je pokojninski sistem vzdržen tudi po letu 2030? Po mojem bi moral biti vsaj čez 1:2. 1:2. Kakšen je ta javnofinančni učinek v smislu dodatnega dotoka v pokojninsko blagajno in kaj bo s tistim delom, ki se plačuje iz proračuna, če bo Šarec vodil vlado? Iz proračuna se v tem trenutku plačuje približno 1,4 milijarde. Vsekakor je med temi, ki danes prejemajo pokojnino, veliko število tistih, ki imajo tudi neke izjeme v sistemu. Dejstvo je, da je potrebno pač zagotoviti, jaz vam ves čas govorim mogoče enako, pa je slišati smešno, ampak sistem, pokojninski sistem deluje samo na ta način,
da se pač vključi v zavarovanje čim več zavarovancev. Tako deluje sistem. Država lahko dobi denar samo na dva načina. Prvi je, da ga pač dobi od tistih, ki delajo, se pravi s prispevki, drug pa je, da si denar sposoja. Se pravi, kaj nam preostane, vključi čim večje število v zavarovanje. Glejte, zdaj bom vprašal gospoda Horvata, pa bo dejal, ne dodatnih obremenitev. Bomo plačevali više prispevne stopnje ali bomo delali dlje? Ali je rešitev kakšna tretja v tisti knjižici? Ja, rešitev je takšna, kot sem že povedal, kar se tiče pokojninskega sistema, tristeberni pokojninski sistem. Mi ne moremo, ne smemo prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povečevati. Glejte, iz bruta kot delojemalci plačujemo 15,5%, naš delodajalec potem plačuje še 8,5%. To je veliko. Ampak kje je problem? Ne? Problem je, najprej kar se tiče demografije, ne? Dovolite samo to. Res je, mi smo znotraj EU28 družba, ki se najhitreje stara. Nam se na leto narodi približno 20.000 otrok, če se želimo kot nacija obdržati, bi se moralo naroditi okrog 30.000 otrok. Sicer, kot pravijo strokovnjaki, bomo leta 2050 ugotovili, da bodo Slovenci izumrli. Zdaj, kje so deviantne politike? Mi, če bomo imeli to možnost, da bomo delovali v vladi, mi bomo ločili družinsko politiko od socialne politike. Mi imamo zdaj Ministrstvo za delo, družino, socialo in tako dalje. Glejte, družinska politika ne more in ne sme biti socialna politika. In mi imamo tudi konkreten predlog, kako stimulirati več otrok. Uvedli bomo univerzalni otroški dohodek, neodvisno od tega, ali se ta otrok narodi revežu ali pa bogatašu. In to od 0 do 18 let. Sliši se lepo. Bomo videli, kako bo izvedljivo v praksi. Mi pa si zdaj pogledamo, kakšno je razmerje med zavarovanci na eni strani in uživalci pokojnin. O tem govorimo, o tem razmerju, ki se nekoliko slabša, v zadnjem obdobju pa se je nekoliko sicer izboljšalo. Ampak res malenkostno. Gospod Muršič, vidite, od leta 2008 naprej, 2010, 2012, ko smo sprejeli reformo pri drugi Janševi vladi, 2014, potem pa v leto 2017 tudi za voljo vašega vpitja socialnih demokratov, da vsako delo šteje od avtorske, podjemne, majhno izboljšanje, ampak s tem verjetno ne boste rešili te blagajne, ki je shirana in gospa Šarčeva Liste pravi 1,4 milijarde z tega proračuna. Tega je vsekakor premalo, tako da tu bo, res je, tako kot ste rekli, vpili smo, prišli smo, korak naprej, vsako delo šteje, kar precej teh dajatev je sedaj vključenih v sistem pokojninske blagajne, kajti to dejansko moramo polniti. Ne smemo zmanjševati kakršnikoli prispevkov, kajti potem se nam zna zgoditi, da se nam ves ta sistem zruši. Vsekakor imamo sistem solidarnosti, ki ga moramo graditi še naprej. Res pa je, da dejansko je bilo na tem področju še vedno premalo narejenega. Tukaj bo potrebno narediti še več, tako da čaka vlado kar veliko dela v naslednjem mandatu. Kmalu bomo povedali o tem, kako v prihodnje, kdaj nam bo vse skupaj bolje, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Kratek predah bomo vzeli tule, potem pa se vrnemo s sklepnimi misli tudi o javni porabi in gospodarstvu tukaj na Rusjana. Ostanite. Malce smo na slavnem glasu, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ampak ne glede na to bomo zaključili tole soočenje in se pogovarjali o ključnih problemih te družbe. Ostali smo pri tistih, ki jim pravimo plače, in tukaj so odgovori na številna vprašanja, ki jih ponujata dva parlamentarca ter 3 neetablirani politiki. Pa gospod Županek, dajem izjiv kar vam, ne? Plače. Gospod Jelševar pravi, dvigniti dodano vrednost. Vi ste podjetnik, kako dvigniti dodano vrednost in ali jo lahko sploh politika ima to čarobno palico? Ja, seveda, dodana vrednost se lahko dvigne, ne, to recimo z progresivnimi davčnimi sistemi, ki so bolj pravični, tu še je povečanje davko na kapital,
ne, seveda, zato v tem smislu, potem je seveda tudi z socialnim tržnim gospodarstvom. Čakajte, nisem vas razumel. Vi bi povišali davke progresivno, ali kako? Ja. Progresivno. Torej, nekdo, ki zasluži, ki ima dobička, ne vem, 5 milijonov bi plačal 24%, nekdo, ki pa, ne vem, 10 milijonov pa bi plačal 28%. Ne, tisti, ki več proizvede, bi plačali več, to je normalno, ne. Ampak to vam jaz pravim zdaj. Ja, se opravičujem, je bila pomota, zato, ne. Ne, sprašujem, če sem prav slišal, progresivno. Narobe sem povedal. Kaj pa? Regresivno. Tako. To pomeni tisti, ki ima več, bi plačal manj. Ne. Da stopnje padajo, ali kako, ne vem. Ne, progresivno je, to se pravi, da tisti, ki več ustvarijo, ki imajo več kapitala, tudi več plačajo. Vse to je logično in normalno. Eno pa smo spet pri prvem. Tako. Torej, tisti, ki bo imel dobička 10 milijonov, bo plačal več davka kot tisti, ki bo imel sam 5 milijonov. Seveda. Kakšne bodo te stopnje, kje se bodo začele in kje končale? Ja, stopnje se bo morale še določiti. Govoriva o davku od dohodka pravnih oseb, tako imenovan davko na dobiček. Koliko je danes, koliko bo, če boste vi v vladi? Ja, danes očitno, glede na to, da kako je stanje, so premale, ne, to se pravi, da jih je treba... Koliko je? Ne vem na pamet, to... Čakajte, sem mal. 15%, ne, tu nekje bi naj bilo, tako da to je, morate vedeti, da mi smo novi, ki se dejansko Gospod Županek, vi bi radi bili poslanec državnega zbora. Ja. Pa ne veste, koliko je davek od dohodka pravnih oseb v državi. Ena od osnovnih davčnih stopenj v tej državi, pa je ne poznate. Ja, poznam, se sneko, da je 15%. Ja, ne vem, kje je, v kakem vašem zakonu v Republiki Sloveniji, ne. Ja, pogledajte, vse tako ste povedali, kaj se tiče, mi govorimo zdaj tukaj vse, kar je od drobiž. 19% je, da vam pomagam. Ja. Vse, kar se ostalega tiče, ne, kaj smo govorili, jaz mislim, da je rešitev v tem, mi govorimo tukaj, kako gospodarstvo povečati, kako povečati vse ostalo, imamo pa recimo v davčnih oazah, ne, vemo koliko denarja. Koliko? Ja, 75 milijard je zunaj, ki se... Kdo je to zaračunal? Ja, to so javni podatki, statistični, o tem se piše, to se ve, da je zunaj v teh davčnih oazah toliko denarja. Jaz mislim, da je to tisto, kar bi se moralo, da bi se mogli ustaviti tudi razprodaja vsega tega našega premoženja, ki je, ne, to vemo, da se dogaja, to tudi vpliva. Imeli smo leta 1991, že takrat vemo, da so nas kot državljane Republike Slovenije razdaslinili, ko so nam družbeno premoženje spremenili v državno, se pravi, državno pomeni to, da vsakokratna vlada lahko razprodaja to premoženje in jaz mislim, da so ti iz teh naslovov se da marsikaj pridobiti in dejansko pomanjšati vse te zadeve, ki si jih sprašujete. Glejte, gospod Horvat, človeka je strah v tej državi. Gospod želi biti poslanec državnega zbora, pa tako vehementno opleta s temi številkami 2%, 4%, pa ne ve, gospod Županek, vi se igrate z milijoni evrov. Ja. Zanima me samo tole, bom postavil konkretno vprašanje. Vi veliko stavite na gospodarstvo, pa me zanima, kakšne bodo stopnje davka od dohodka pravnih oseb pri vas, kaj boste naredili z dohodnino, zelo, zelo konkretno. Mi smo, ko smo bili v vladi, leta 2012 znižali stopnjo davka od dohodka pravnih oseb na 15%. Razumemo, da je javni dolg izjemno velik, da mora država vrniti enkrat, naši otroci bodo morali vrniti enkrat 32, skoraj 33 milijard evrov. Pustimo, koliko je to procentov od BDP-ja, ker ne vračamo procentov, vračamo evre. In mi nimamo tukaj zdaj v programu, da bi v naslednjem mandatu nižali to stopnjo 19. Bi tukaj pustili. Splošno pa se moramo zavedati in verjamem, da se gospod Županek tudi zaveda, da je kapital plaha ptica. Vi ne morete kar tako dvigniti davka na kapital, ker vam bo ta kapital preprosto odletel. Znotraj EU imamo eno od svoboščin, ki se je reče prost pretok kapitala in tako dalje in tako dalje. Se pa mi prizadevamo, da bi gospodarstvo razbremenili. Res je, da je najboljša socialna politika tista politika, ki omogoča nastajanje novih delovnih mest. In mi bomo preko dohodninske lestvice, preko najvišjega dohodninskega razreda, 50%, ki ga bomo ukinili, in bomo povišali tudi splošno olajšavo, kar sem uvodoma povedal, na 7 oziroma morda 8 tisoč evrov. To je socialna kapica. Ja, tu pa zdaj nadaljujem. Mi bomo morali prej ali slej tudi nek politični konsens sprejeti o tako imenovani socialni oziroma razvojni kapici.
ko bo lahko nek, ne vem, razvojni inženir iz svoje bruto plače plačeval takšen odstotek kot vsi ostali, ampak ne več kot nek absolutni znesek. Drugače ne bo šlo, drugače nam bodo inženirji zbežali in to se nam dejansko tudi dogaja. Ne. Mi moramo gospodarstvo razbremeniti in še nekaj, in s tem končujem ta del. Glejte, ob takšni gospodarski rasti, s katero se hvali odhajajoča vlada, da je za to odgovorna, pa ni, je gospodarstvo za to zaslužno. Pri nas ta trenutek še vedno dela približno 25.000 ljudi manj plačuje prispevke kot leto pred krizo, leta 2008. Dobro. To je fantastična bomo še videli v nadaljevanju, zdaj bomo pa pogledali podatke. Ne? Eden od temeljnih generatorjev gospodarske rasti so tudi plače. Pa poglejmo, kakšne so v Sloveniji v tem včasih narobe svetu. Poprečna bruto plača 1638 evrov, poprečna bruto plača javni sektor 250 evrov več, poprečna bruto plača zasebni sektor 1518 in pa minimalna plača bruto 842 evrov. Gospa Trček, te škarje. Še vedno vam ne verjamem, da 80% prejema tisto, kar ste prej povedali, ne? Ta podatek boste mogoče malo popravili, ko boste pogledali, to ne drži, ker potem bi mi dva bila že danes srečna, ne? Ker ne bi bila del standardnega odklona, mogoče ne, statistično gledano, ampak vendarle, kako ta razmerja spremeniti in ali je prav, da nekdo v javnem sektorju, ki živi od zasebnega, zasluži 250 evrov v povprečju več? Moram reči, da je to vprašanje, na to vprašanje ni tako zelo enostavno odgovoriti, ne? Ker plače so odvisne, niso odvisne samo od, bomo rekli, samo od tega delež v javnem ali zasebnem sektorju, ampak so odvisne tudi od višine ali pa od določene izobrazbe. Ne? Čakaj, mi se moramo zavedati, da v javnem sektorju... Glejte, vi ste v javnem sektorju. Res je. Vas v zasebnem nihče ne bo plačal po izobrazbi. Vi lahko imate doktorat in boste plačani po tem, kar znate. Jaz pa razumem, da se ne morete zameriti 168.000 ljudem. Ti so volilna baza, ti bodo šli s pričakovanji na volitve, ker bodo potrkali na vrata, morda Šarcu, za 1 milijardo zahtevami. To je nedopustno, vsekakor. Če niso plače mislim, dokler ne bo gospodarstvo pridelalo dovolj, potem si tudi javni sektor ne more deliti pogače. To je popolnoma jasno. Ok, izogam vas, povišanja ne bo. To je pa zelo težko reči. Veste, povišanje je del socialnega dialoga, kar pomeni, da so v ta socialni dialog vključeni tako delodajalci, ki zastopajo zasebni sektor, sindikati, ki zastopajo delavce in tudi potem vlada. Se pravi, če pride do določenega dogovora, pa še to, javni uslužbenci kakorkoli so v določenih letih kar nekaj izgubili in ni tako... Ste izgubili? Smo izgubili in ni tako enostavno reči, ne boste dobili. Je pa res, da smo del ene države in ta država mora najprej zaslužiti dovolj, da lahko to potem delimo med vse. Glede, zdaj vi vozite slalom kot Bojan Križaj včasih v Kitzbühelu, ne? Smuka pol ni peljal, je padel. Bo tudi Šarčeva lista padla na tem, ljudje zahtevajo, da ali ne. Boste 168.000 ljudem ali nekaj manj konfederaciji sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počevalšek, šolnike Branimir Štrukelj, ugodili v njihovih zahtevah. Da ali ne? Ne morem vam tako natančno povedati, vsekakor vam pa lahko povem, da to, da javni uslužbenci določeni, tudi v šolstvu, dobijo nižjo plačo od minimalne, to vsekakor ni dopustno. Enostavno vsem pa se ne sme dvigniti plača. Ampak vi mi ne odgovorite na vprašanje, mi pa banalizirate problem, govorite o plačni skupini. Vsem sigurno ne moreš enako dvigati. Treba je pogledati, kakšna je prerazdelitev med posameznimi plačami. Vi danes niste v tem studiu dali ene konkretne zaveze. Gospod Jelševar. V Slovenski ljudski stranki združujemo podjetnike, kmete, obrtnike, tiste, ki delajo, zato znamo zelo, zelo praktično tudi to povedati. Poglejte, v prvem četrtletju je bila 6% gospodarska rast. Jaz verjamem v slovensko gospodarstvo in v evropsko gospodarstvo. Verjamem, da bo tudi naslednji 2 leti gospodarstvo delalo gospodarsko rast, saj napoved je taka in verjamem. Pridem še do tam. Poglejte, ko bomo mi
razbremenili tako tisto, kar smo prej govorili, pa se niso pogovarjala, to pomeni sam kapital, pa ne kapital kot tak, podjetja, da bo ustvarjala večjo dodano vrednost, potem bomo lahko dvignili plače zaposlenim v gospodarstvo. Ko pa bojo te plače dosegle po ravni, bo lahko šlo pa tudi naprej na javni sektor. V Slovenski ljudski stranki ne bomo kar na lepe oči dvignili plač, če nimamo iz kje vzeti. To so delale vse leve vlade do sedaj. Poglejte, kam so pripeljale Slovenijo. Ne bomo. Mi bomo prvo dvignili plače tistim, ki so se leta borili, ki delajo, ki imajo umazane roke, zaradi tega, ker se borijo od jutra do večera, ker nimajo 8-urnega delovnika, ker delajo po 16 ur. Tistim je prvo potrebno dvigniti plače. Veste, ta vlada je naredila, da imamo v javnem sektorju največ zaposlenih v zgodovini. Tako ali pa drugače. 170 tisoč, nekaj manj. Koliko pa nasploh delovno aktivnih? Kako? Koliko pa nasploh delovno aktivnih? V javnem sektorju zelo malo. Nasploh. Nasploh. Poglejte, težava je v tem, ker sem govoril že v prejšnjem vprašanju. Delo ni več vrednota in delovno aktivne tiste, ki vodi Zavod za zaposlovanje, ko so kao brezposelni, delajo pa tudi malo popoldne, pa na sivo, pa na črno, tako naprej. To je umetno ustvarjanje velikega števila ljudi, ki jih država misli, da niso delovno aktivni, ljudje mislijo, da niso, ampak dejansko pa delajo. Tudi tem je treba zagotoviti nekaj. Niste mi sicer odgovorili na vprašanje, številkami niste najbolj domači, pa kakorkoli. Gospod Muršič, koliko imamo delovno aktivnih danes? Tega podatka natančno tudi ne vem. V glavnem 168 tisoč jih je v javnem sektorju in ker smo govorili tudi o javnem sektorju. Koliko je delovno aktivnih, vas sprašujem, ne koliko jih je v javnem sektorju? Sem vam odgovorila, da enostavno natančnega podatka nimam. Je pa vsaj približen podatek, prosim. Bomo pogledali. Dobro. Bomo dali gospod Muršič pomoč in sicer pogledajmo, koliko imamo delovno aktivnega prebivalstva tja od leta 2008 naprej pa do danes v Sloveniji. Tole je delovno aktivno prebivalstvo po registrskih virih leta 2008 879 tisoč, na vrhuncu krize 2012 810 tisoč, 2014 ob nastopu te vlade 798 tisoč, danes pa 2017 845 tisoč. Je to zasluga Cerarjeve vlade ali pač dobre kondicije gospodarstva, pa malo statistike? Dobra kondicija gospodarstva, kajti začele so se nove investicije, ki prinašajo nova delovna mesta, razbremenitev gospodarstva z ustreznimi ukrepi, ki so bili tudi v tej vladi. To so pozitivni ukrepi, ki imajo rast na področju gospodarstva. Vsekakor delovno aktivnega prebivalstva bi še moralo biti več. Kljub temu, da danes beležimo zgolj ta današnji podatek 79 tisoč še brezposelnih, je potrebno v naslednjem mandatu še to število zmanjšati. Da bi to število se zmanjšalo, je potrebno pripeljati nove investicije, svež kapital, tako da v mariborskem okrožju smo naredili dobro zadevo z investicijo Magna, kajti nekaj novih delovnih mest bo. Pričakovati pa še je nove investicije in verjamem, da bo to v naslednjem mandatu tudi uspelo. Magna je tukaj v neposredni bližini nastaja. Gospod Horvat, verjamete obljubi o 3000 delovnih mestih, da bodo nekoč tukaj? Ali je multinacionalka Zdravka Počivalška in vlado peljala malce tako na pol žejne čez vodo? Jaz bom verjel, če bo tu čez nekaj let 3000 zaposlenih, če bo to povedalo poslovodstvo Magne. Jaz sem se pogovarjal z drugim človekom Magne, gospod Althaus je to, ki je govoril o velikem potencialu Magne in težko je meni kot politiku, ki nisem član poslovodstva Magne, delati kakršnokoli projekcijo. Magna je uspešna zgodba. Na drugi strani pa sramota za to državo. Če bomo mi za vsako to vrstno investicijo sprejemali svoj zakon, Lex Magna, potem smo mi zavozili to državo. Mi moramo postati atraktivna država za tuje investitorje, seveda tudi za domače. Za tuje pod enakimi pogoji kot domači, ampak tuji je dobil toliko in toliko 10 milijonov, če bo pa domači investiral, ta pa ne dobi.
In mi v Novi Sloveniji nismo za neke subvencije v gospodarstvu, nismo. Trg mora delati tisto in konkurenca, kar dejansko omogoča, da tisti ostanejo in razvijajo, ki so dobri, ki imajo dober proizvod, ki imajo dobre trge in tako naprej. In še nekaj, nekateri toliko prisegajo na državno lastništvo podjetij. Glejte, država ni za to narejena, da bi imela državne banke. Država ni za to narejena, da bi imela državna podjetja. Poglejmo podjetja, kjer je pretežno tuji kapital. Tam je za 11,5% so višje plače kot v naših državnih podjetjih, ki jih mi furamo, po domače rečeno. No, nekdanji ameriški predsednik je bil umorjen, John F. Kennedy je dejal: ne razmišljaj o tem, kaj lahko naredi država zate, temveč ti zanjo. Država je abstraktni pojem, vse skupaj se začne pri ljudeh. In odgovorni ljudje so odgovor na prihodnost te države. Več bi jih moralo biti, pravi Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Jaz mislim, da tukaj treba enkrat javno za vse reči, da tukaj tudi šepa osebni faktor. Kaj mislim s tem osebni faktor? Da inšpektori imajo določena pooblastila in nažalost jih v kar nekih primerih ne upajo uporabljati. Dajo namesto glob opomine, dajo namesto pač določenih sankcij, malce očitno pogledajo stran, pa rečejo, daj porihti, pa ko drugič pride, ima da imaš papirje zrihtane. Jaz ne vem, zakaj se to dogaja, lahko špekuliram, da mogoče zaradi prevelike povezanosti kakšnih inšpektorjev z lokalnim okoljem, ampak ni samo stvar sistemske zakonodaje, ni samo stvar implementacije, je stvar, kdo je na kakšnem mestu. Če hočeš delati na nadzornem mestu, moraš biti nekdo, ki ima v bistvu pogum, pa ne samo pogum, ki mu je normalno, da vsa svoja pooblastila za nadzor uporabi, ne pa da kalkulira, špekulira in tako naprej. Tako da mislim, da ta trikotnik, sistemska zakonodaja, implementacija in pa v bistvu pravi ljudje v nadzornih funkcijah na pravih mestih, da bi morala dati rezultate. Gospod Trček, ne bom mešal vaše kandidature z vašo funkcijo, ampak vendarle, kako postaviti prave ljudi v tej državi na pravo mesto, tudi v politiki? Zdaj, če se pogovarjava o politiki, potem je vsekakor so volivci tisti, ki odločijo potem, ali nekdo bo sposoben to voditi državo ali ne. Če pa govoriva o izjavi gospoda Lukića, kar mislim, da je potrebno povedati, če bo gospod Lukić imel kakršenkoli dokaz o tem, kar je govoril, potem ga naj da naprej. Jaz stojim za nadzornimi organi, predvsem za inšpektorji in sem prepričana, tako kot je prepričana večina državljanov, tudi po anketah, da tukaj korupcije ni. Tako da mislim, da kar tako govoriti o nečem je sramotno. Nisem vas zlonamerno soočil s tem in tudi ne mešam vaše kandidature z vašo funkcijo in danes niste prejeli niti enega vprašanja vezano na vašo funkcijo, ker sem korekten in to spoštujem, da je to predvolilno soočenje. Gospod županek, prave ljudi na pravo mesto. Imate dovolj dobro ekipo, Janko Weber je del nje, recimo. Poglejte, jaz pa mislim, da je tukaj potrebno narediti pravo ločnico. V Združeni levici in Slogi menimo, da politične funkcije, ne bojo politične funkcije, na tista mesta, ki pa so ključna za gospodarstvo, pa vse ostale inštitucije, pa morajo biti kompetentni ljudje, ki so klicani in kompetentni za te dejavnosti, v kateri bi mogli biti. Gospod Elševar, moramo naprej. Hvala. Slovenija je imela ob osamosvojitvi 2000 zakonov. Danes jih ima 22 000. Tega noben živ človek v tej Sloveniji ne more spoštovati, nadzirati. Tudi recimo kolegica, ki je tukaj zraven. Nihče ne more vedeti. Mi imamo v Slovenski ljudski stranki en projekt, ki se mu reče Odpravimo 1000 neumnosti. Te zakone je potrebno zreducirati, ker nihče ne more. In to, kar je gospod govoril, da inšpektor tudi komu pogleda skozi prste, je tudi prav, ker enostavno ljudje ne morejo vedeti, kaj vse te zakonodaje pišejo. Pa nekaj povem, kateri inšpektori pa nikoli ne pogledajo komu čez prste. Zlasti tisti, ki nadzirajo kmetijska gospodarstva, od gospoda Židana. Sploh, če kdo politično reče čez gospoda Židana, njegovi inšpektori nikoli ne dajejo opominu, ampak takoj kazni na oskrižne skladnosti. In to je težava tudi v tem sistemu. Politično zlorabljanje sistema, tako nadzora kot inšpekcije za politično obračunavanje. To se mora nehati v Sloveniji.
Gospod Muršič, premalo časa imava, da se odzovete na to. Tudi moj glas je pri koncu, na srečo tudi oddaja. Sklepne misli, prave ljudi na prava mesta imate, Socialni demokrati, ekipo, znanje, moč. Socialni demokrati imamo znanje, moč, imamo veliko novih ljudi, novih obrazov, sposobnih ljudi, kajti v tej volilni kampanji oziroma smo jih pokazali. Verjamem, da znamo, zmoremo in tudi to bomo naredili, vkolikor nam bo zaupan mandat za sestavo vlade. Gospod Horvat. Se strinjam, prave ljudi je potrebno postaviti na pravo mesto. Kadrovska politika je kraljica vseh politik. Nova Slovenija za implementacijo teh rešitev, ki so tukaj zapisane na 300 straneh, ima ljudi. Imamo človeka, ki bi lahko prevzel zdravstveni resor, izpeljal modernizacijo zdravstvenega sistema. Imamo človeka, ki bi lahko bil gospodarski minister, to je ključno področje. In imamo tudi človeka, ki bi lahko prevzel sistem pravosodja. Tukaj nas pa čaka izjemno veliko dela. Hvala, upam, da ne bom sanjal, da mislite resno. Šalice, hvala vsem, spoštovani gostje, da ste delili svoje programe, poglede z nami. Upam, da boste jih lahko uresničevali in uresničevali skladno s tem, kar govorite. Vse dobro v nadaljevanju kampanje. Sicer pa hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste nam posvetili svojo pozornost. Vidimo se prihodnič, na Boljšem glasu bomo takrat in pa na isti lokaciji letališča Edvarda Rusjana. Hvala za nocoj in lahko noč.